V Krškem pa so najbolje ocenjena vina predstavili ob nedavnem 31. prazniku vina, ki ga je pripravilo Društvo vinogradnikov Sremič. Na letošnjem ocenjevanju so ocenili 113 vzorcev različnih vrst vin. Rezultati letos so v bistvu zelo dobri. Naši vinogradniki so dokazali, da znajo pridelati kakovostna vina, okusna, sadna, sveža, pa tudi tista bolj kompleksna. In res moram reči, da sem ponosen na vse moje vinogradnike. Na degustaciji pa so obiskovalci poskušali 13 različnih vin. Danes bomo poskusili najboljše ocenjena vina in mislim, da je prav, da se pri vsakem vinu ustavimo, pogledamo kaj dobrega, mogoče tudi opozorimo na kaj slabega, tako da bojo vinogradniki v bodoče tudi vedeli, kaj morajo še postoriti pri svojem delu v kleti, kajti vino je zdaj že tisto pripravljeno za na trg. Kakovost vina ni pogojena z velikostjo vinograda. Je pa v našem društvu okrog 125 članov trenutno, od tistih največjih, ki se v bistvu zelo resno, profesionalno ukvarjajo s tem, do tistih res ljubiteljskih, ki imajo, ne vem, po 200 trt. Ni pa razlike v tem, kdo pridela dobro vino. V bistvu vsak že zna dobro vino pridelati in na to smo najbolj ponosni. Vsak letnik je zgodba zase in tudi z lanskim ni nič drugače. Lansko leto je bilo sicer po svoji specifiki spet nekoliko drugačno, kar je seveda pri našem delu zelo zanimivo. Vendar moram poudariti, da so bela vina izjemno lepa, sadna, sveža, pitna, veste, ker vedno iščemo tisto pitnost v vinu in prijetno sadno aromo. Pri rdečih pa zgodba v kleti še zdaleč ni zaključena. Bo treba malo poskrbeti za uporabo žveplovega dioksida v pravem času, predvsem, ker imamo zadnja leta zelo vroče jeseni, predvsem v času trgatve. In seveda to pomeni, da tudi oksidacijski encimi in pa mikroorganizmi so zelo aktivni. In zato moramo tudi kaj postoriti, da je potem kakovost našega vina boljša. Količinsko je bil lanski letnik precej obilen, tako da vinogradniki zagotavljajo, da ni bojazni, da bi ga zmanjkalo pred novo trgatvijo.